praporčaki, mirno, časnik, zdrav. Spoštovani, današnji uvod v svetomašo bom začel z opravičilom gospoda njegove ekscelence kardinala Franceta Rodeta, ki se zaradi drugih obveznosti današnje svete maše ne more udeležiti. Nas pozdravlja in nam želi prijetno bratsko druženje in veliko narodne in domovinske zavesti. In obljublja, da bo, ko bo le mogoče, tudi on z nami. Da pa bo ta naša sveta daritev za domovino, za nas same, za vse tiste naše prijatelje in znance, ki so se žrtvovali za naše skupno dobro, pred Bogom obrodila svoje sadove, iskreno premislimo in se pokesajmo za vse, kar smo dobrega opustili ali slabega storili. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino, vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo. Nakloni pravo modrost nam, državljanom, pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost, in bomo tako živeli v miru in blagostanju po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
besedilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje, slehernemu izmed nas je bila dana milost po meri Kristusovega daru. Zato pravi, šel je v višavo, ter ujete peljal ujetnike, dal je darove ljudem. Praporčaki, mirno, jasno, prav. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je bilo navzočih nekaj, ki so Jezusu poročali o Galilejcih, katerih kri je bil Pilat pomešal z njihovimi daritvami. Odgovoril jim je, ali mislite, da so bili ti Galilejci zato, ker jih je to trpljenje zadelo večji grešniki kot vsi drugi Galilejci? Ne vam pravim. Toda, če se ne spokorite, boste vsi enako pokončani. Ali onih 18, ki je nanje padel stolp pri Siloji in jih pobil, ali mislite, da so bili ti bolj krivi kot vsi ljudje, kateri prebivajo v Jeruzalemu? Ne vam pravim. Toda, če se ne spokorite, boste vsi prav tako pokončani. Povedal pa jim je tole priliko. Nekdo je imel v svojem vinogradu vsajeno smokvino drevo in je prišel iskat sadu na njem, pa ga ni našel. Rekel je vinogradniku, glej, 3 leta je, kar hodim semkaj iskat sadu na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo torej, čemu še zemljo izrablja? Ta mu je odgovoril, Gospod pusti, še to leto, da jo okupljem in ji pognojim, če potlej obrodi sad. Če pa ne, jo boš posekal. Drage sestre, dragi bratje, vse duhovnike, ki skupaj z menoj somašujejo, vas, dragi veterani, in vse romarje, ki ste danes prišli na Sveto Goro, da skupaj molimo in prosimo za našo domovino, prisrčno in lepo pozdravljam. Skoraj nemogoče je razumeti, koliko težav in stisk, koliko krivičnosti in nasilja in gorja prinašajo vojne. Prva svetovna vojna, katere začetek pred 100 leti se letos spominjamo, je pokazala tragičen nesmisel reševanja sporov med državami in narodi z orožjem in nasiljem. Druga svetovna vojna je bila še hujša in okrutnejša. A mi se danes spominjamo osamosvojitvene vojne za našo samostojno, neodvisno in suvereno državo Slovenijo in prosimo Gospoda za skupno blaginjo, za mir in pravičnost. Cerkev je podpirala vsa prizadevanja za dosego samostojnosti. Škofje smo dali mnogo izjav in spodbud preko časopisov in radija, vernike pa smo vabili k molitvi za domovino in za žrtve nasilja. Ljubljanski nadškof in slovenski metropolit Alojzij Šuštar je na vse evropske škofovske konference naslovil poziv, naj priznajo našo samostojno državo in okrepijo svoja prizadevanja, da bi prenehala vojaška agresija, ki jo je na Slovenijo izvajala jugoslovanska armada.
V letu osamosvojitve 1991 sem obiskal naše rojake v Avstraliji in potem še v Argentini. Ti so nas na različne načine podprli v naših prizadevanjih za samostojno državo in se ob priznanju skupaj z nami zelo veselili. S samostojno državo smo odprli novo stran naše zgodovine. Zavzeli smo se za medsebojno spoštovanje, kulturni dialog, odprtost in razumevanje, slogo in pošteno sodelovanje, gospodarsko in politično uveljavljanje, za duhovno blaginjo in moralni napredek vseh naših državljanov. Še veliko od tega je ostalo neizpolnjeno, zato si bo novi ljubljanski nadškof pater Stane Zore skupaj z duhovniki, verniki in ljudmi dobre volje prizadeval za mir, za medsebojno razumevanje, za skupno dobro, za prostor sožitja, dialoga in medsebojnega spoštovanja. Delo politikov zlasti je delo za skupno dobro. In to delo je predvsem služenje. Ni sedenje na laborikah in uživanje v oblasti, temveč služenje. Tudi Jezus, ki je voditelj vseh voditeljev, je sprejel svoje poslanstvo kot skrb, žrtev in razdajanje za druge. Bolj, ko se je pred njim odstirala Božja zavest, bolj mu je bilo jasno, da bo njegovo delo za človeštvo povezano s težavami, z zavračanjem in trpljenjem. Svet hudobije, ki ima tudi v vodstvenih strukturah svoje privržence, ni prenesel njegove ljubezni, njegovih čistih namenov in odkrite resnice. Zato so mu mnogi nasprotovali. Toda on ni bežal od svojega poslanstva. Ob Jezusovem življenju in delu se mora zgledovati vsak kristjan in tako nesebično služenje lahko postane zgled ljudem dobre volje. Pri delu za skupno dobro je treba vztrajati tudi takrat, ko pridejo trpljenje in preizkušnje, ter iskati možne in nove rešitve. Zares veliki ljudje so postali veliki prav zaradi dobronamernega, odgovornega in vztrajnega služenja. Ob tem, ko se veselimo sadov sodelovanja z milostjo v naši domovini, pa je naš pogled obrnjen v prihodnost. Gospodarja zgodovine, ki je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti in drugi pastirji in učitelji, naj da možem in ženam, ki jim je zaupana služba vodenja našega ljudstva, da bodo svojo službo resnično udejanjali kot služenje človeku, da bodo svoje sile nesebično posvetili utrjevanju demokracije, družbenega sožitja, blagostanja, duhovnosti, kulture, vere ter vztrajno spodbujali ljudi na odgovornost za življenje in jim to tudi omogočili. Vse padle, pobite in žrtve vojn
pa izročimo Božjemu usmiljenju in gospodarju zgodovine. Naj jih sprejme v svoj objem, kjer je resnični mir, za katerega so se vsi borili. Naj ne bo nobeno človeško življenje več poteptano in uničeno zaradi vojne. Amen. V cerkvi, ki je Kristusovo skrivnostno telo, ima vsak ud svojo nalogo, naj vsi v resnici in v ljubezni izpolnjujemo njegovo poslanstvo. Prosimo, da izsliši nas. Gospod sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, iz usmiljenja do človeške bede, se je hotel roditi iz device Marije. S trpljenjem na križu nas je rešil večne smrti in nam svojim vstajenjem od mrtvih podaril večno življenje. Praporščaki, mirno, časti, pozdrav! Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Navadno rečemo, da za domovino skrbijo gospodarstveniki, politiki, družbeni delavci, toda za domovino in prebivalce skrbi še nekdo. In nanj se obrnimo pri tej molitvi, ko prosimo za modrost in zdravo pamet odgovornih in dobro sodelovanje nas vseh. Zato molimo. V času vojne za osamosvojitev Slovenije je bila ena najvišjih vrednot, ki je bila pred nami, vrednota miru, ki smo ga takrat iskali, želeli in čakali. Za vse padle, za vse umrle vojake tudi prosimo, da bi bili pri Bogu deležni tega miru, ki so ga tukaj iskali. Vprašanje za nas pa je, kako si mi danes prizadevamo, kako ta mir iščemo. Najlepši način smo ga deležni pri sveti maši v Jezusovi daritvi, ko nam Jezus daje svoj mir. Tudi mi si ga danes podajemo med seboj s stiskom roke. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Mene
Spoštovani, predsednik Združenih držav Amerike Kennedy je zapisal, navajam: ne sprašuj se, kaj bo domovina storila zate, vprašaj se raje, kaj sam lahko storiš zanjo. Konec navedbe. Veterani vojne za samostojno Slovenijo se skupaj z veliko veličino prebivalcev pred 23 leti nismo vprašali, kaj lahko stori domovina za nas. Premišljeno, odločno in pogumno smo šli v bran domovine in prvič v zgodovini slovenstva v bran države. V tistem neponovljivem obdobju smo zastavili vse svoje sile, znanje, sposobnosti, hotenja, osebno srečo in tisto najbolj dragoceno, svoje življenje za svoboden, demokratičen in samostojen slovenski dom. Pred 23 leti nismo prelivali potokov človeške krvi, ker smo verjeli, da se domovine, svobode in demokracije ne brani zgolj s tanki, ampak s pogumom, voljo, znanjem, ponosom in človeškim dostojanstvom vseh, ki v te ideale verjamejo. Vojna za samostojno Slovenijo je bila silovit in enoten odpor slovenskega naroda, ki je želel novo in boljšo prihodnost. Veterani vojne za samostojno Slovenijo se pa zavedamo, da smo v trenutkih stiske in preizkušnje lahko sprejemali prave odločitve tudi zaradi vseh posameznikov, skupin in generacij, ki so za svobodno domovino v dolgi zgodovini našega naroda zavestno darovali svojo ustvarjalnost, pravičnost, svoj pogum, odločnost in požrtvovalnost, pa tudi svojo osamljenost, osebno srečo in svoje življenje. Vsem njim moramo namenjati našo skupno zahvalo, naše globoko spoštovanje in spomin. Zato so dosežki in izkušnje zgodovine ščit domovine. Vsa slovenska preteklost je v različnih obdobjih različno prikazovana, pa tudi prekrajevanja je pa takšna, kakršna je. Je pa naša in nas ni potrebno biti sram, ne doma in ne v tujini. Zato sprejemajmo vsa zgodovinska obdobja z vsemi dosežki, napakami, izgubami in pogubami. Zavedali se tega ali pa ne, v tistih dneh pred 23 leti smo Slovenijo dokončno postavili na zemljevid Evrope in sveta. Naše skupne želje in dejanja so bila pogumna,
tako kot je lahko le duša poštenega in dobro mislečega slovenskega človeka. Človeka, ki je bil in bo vedno pripravljen zastaviti tudi svoj lastni obstoj za dom, družino in domovino. Spoštovani, danes smo tukaj na s krvjo prepojeni Sveti Gori, pri maši za slovensko domovino. Prisotni smo verni in ateisti, vsi skupaj pa tisti, ki v duši dobro mislimo. Ne delimo se po političnih nazorih, obdobjih slovenske zgodovine in osebnega sovraštva. Praporščaki, mirno! Čas, zdrav! Vabim vas, da z minuto molka počastimo spomin na vse tiste, ki so v dolgi zgodovini našega naroda za domovino darovali kri in življenja, pa tudi za vse preminule udeležence vseh vojn na našem slovenskem prostoru. Na kraju mi dovolite, da se v imenu območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Veteran Nova Gorica zahvalim vsem, ki so pri pripravi, organizaciji in izvedbi današnje maše sodelovali in pomagali, kljub nasprotovanju in oviranju nekaterih posameznikov in inštitucij. Hvala koprski škofiji, hvala monsinjoru Metodu Pirju, hvala vojaškemu vikarijatu, hvala frančiškanom na Sveti Gori, hvala pevskemu zboru Levpa, hvala duetu Veteran, hvala veteranom Viljemu Klančiču, Vinku Jarcu, Stanetu Makareviću, Ivanu Šinigoju i Borisu Jugu. Hvala vsem ženskam za spečene dobrote. Prav posebno zahvalo naše združenje namenja vsem prisotnim praporščakom in drugim gostom, ki so nas počastili svojo prisotnostjo, in sicer predstavnikom Slovenske vojske na čelu s brigadirjem Bojanom Pobrajcem, vojaškemu vikarju Slovenske vojske Jožetu Plutu, policijskemu vikarju Janezu Novaku, predstavnikom območnega združenja Vojne za Slovenijo Veteran Kanal, Zgornje Posočje in Brda, predstavnikom prijateljskega artilskega društva iz Butrije v Italiji, predstavnikom območnega združenja za vrednote narodno-osvobodilnega boja Nova Gorica, predstavnikom Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Severno-Primorske pokrajine, županu občine Šempeter Tojba, gospodu Milanu Turku, prostovoljnemu
gasilskemu društvu Dormer, županu občine Miren Kostanjevica, gospodu Mauriciju Humorju. Sedaj mi pa dovolite, da v imenu območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo veteranov Gorica izročim plaketo našega združenja monsignorju Metodu Pirihu. Hvala za plaketo, hvala za vaše sodelovanje in udeležbo pri tej maši. Naj vas pri skupnem druženju na poti domov spremlja Božji blagoslov. Za našo domovino pa ne molimo le enkrat na leto, ampak večkrat, mnogokrat, ker je tudi Božje pomoči zelo, zelo potrebna. Gospod z vami. Bog mir in začetnik vsakršnega blagoslova naj vam da svojo milost, razlije na vas bogatstvo svojega blagoslova, ter vedno in povsod varuje vaše življenje. Naj vas utrdi v pravi veri vam podeli neomajno upanje in do konca vztrajno ljubezen v sveti potrpežljivosti. V svojem miru naj vodi vaše dneve in vaše delo, zdaj in vselej naj uslišuje vaše molitve in vas srečno pripelje v večno življenje. To naj vam podeli vsemogočni Bog.